Živimo vse dlje in ne samo, da živimo dlje, ampak smo tudi dalj časa zdravi. Vendar se najhitreje povečuje tisti delež starejših, ki so starejši od 80 let. Recimo, vi imate vso možnost, da boste dočekali 100 let, glede na to, kaj se zdaj dogaja. Ampak ko boste nekoč toliko stara, potem pridejo recimo v tej visoki starosti značilne, za to visoko starost, značilne težave, ki jih imenujemo geriatrični sindromi. In to so inkontinenca. Veste, kaj to je? Se pravi, da ti voda uhaja. Druga stvar je, da je kognitivni upad, se pravi, pride do demence ali do Alzheimerja. Potem pogosto ti ljudje padajo, zaradi tega, ker imajo osteoporozo, se pogosto zlomijo kosti in tako naprej. Imajo različne bolezni, imajo čuda enih zdravil in tistih interakcij in tudi škodejo. Skratka, oni so kandidati za evtanazijo. Če jo bomo sprejeli v tem smislu, kot se zdaj recimo hoče, potem bo pravica do smrti se v teh primerih spremenila v dolžnost do smrti. Ko bo nekdo drug odločil za njih, tole življenje pa nima več nobenega smisla, on se niti ne zaveda samega sebe in tako naprej. Skratka, prišli bomo do tega, da bomo postali družba, ki bo določen del svoje populacije preprosto usmrtila. No, zdajle, recimo, Slovencev je zdajle 2 milijona pa 60 tisoč, meni se zdi, in 17,5% je starejših od 65 let. V tej skupini starejših, mislim, da jih je to 260 tisoč, nekaj takega, je največ tistih, ki so starejši od 80 let. Zdaj pa takole, ta skupina se bo še naprej povečevala, zaradi tega, ker vse dalj in dalj živimo. Pričakujemo, da bodo recimo leta 2050 tudi 80-letniki recimo v tako dobri kondiciji, kot so danes 70 ali pa 60-letniki, ker to se podaljšuje. Ampak vendarle nekje na koncu bo pa prišlo do tega, kar sem prej omenil. Tudi če govorimo o paliativni oskrbi in o njenih prednostih, kar je res vse, moramo biti pa tako pošteni in se vprašati, ali smo sposobni, da vsakemu zagotovimo to oskrbo, ker gre za to, da smo pred zakonom vsi enaki. In tu, recimo, ko govorimo o javnem zdravstvu, je zelo pomembna dostopnost. Ali bo paliativna oskrba dostopna vsem, ki jo bodo potrebovali? Pa je danes? Mislim, da ne. Ja, jaz pričakujem, z ozirom na to, da je gospa ministrica prednje je nastopila to svojo pozicijo oziroma to svojo službo, bila aktivno udeležena pri ZDUS-u, se pravi Zvezi društev upokojencev. Ne vem čisto dobro, kaj je delala, ampak zagotovo je z problematiko starejših dobro seznanjena in glede na to, pa tudi, kakor jo poznam, zelo prijazna gospa, upam, da se bo v tej smeri nekaj zgodilo.